Torej, v Evropskem parlamentu nadaljujemo z zaslišanji kandidatov za člane Evropske komisije. Zaslišanja se bodo nadaljevala tudi drugi teden na zasedanju, na plenarnem zasedanju v Štrasburu. Danes smo v odboru za kulturo in izobraževanje zaslišali ciprsko kandidatko za komisarko, gospo Vasilju, ki je bila dokaj uspešna, odgovarjala je na mnogo vprašanja, med drugim tudi dveh slovenskih poslancev, Romane Jordan Cizelj in mene. Postavil sem jim vprašanje, ali meni, da bi morala v okviru Evropske unije komisijo uveljaviti nekoliko trdnejše zaveze med članicami, da bi lažje oblikovali evropski šolski prostor, ki se ubada z vrsto težavami. Naprimer, kar 15% evropske mladine ne zaključi srednje šole oziroma jo zapusti prezgodaj, kar 80 milijonov Evropejcev nima ustrezne izobrazbe. Istočasno pa je samo 10% Evropejcev vključene v razne oblike vseživljenjskega izobraževanja. Prav tako Evropa namenja dvakrat manj denarja ali pa dvakrat manj vložka v študij na študenta kot recimo Združene države Amerike. Evropski izobraževalni sistemi so zaradi tega izjemno neprimerljivi med seboj, premalo je mobilnosti, tako učencev, dijakov, študentov, kako tudi učiteljev in tako naprej. Skratka, ukvarjamo ali pa ubadamo se z Evropi z vrsto problemi, ki se odražajo tudi v raznih raziskavah mednarodnih, ki jo vodi OECD. Ena takšnih je PISA, ki ugotavlja, da evropske države nazadujejo v primerjavi z nekaterimi drugimi državami na svetu. Vse to zahteva, da bo morala komisija in pa nasploh evropske inštitucije v prihodnje posvečati veliko več pozornosti in veliko večjo vlogo izobraževanju samemu, tako kopenhagenskemu procesu, kako tudi bolonjskemu procesu, za katerega je kandidatka menila, da je vendarle zgodba o uspehu, pa seveda to ni. Nisem prepričan, da bo sama po sebi zagotovila večjo vlogo izobraževanja ali pa večjo mesto izobraževanja v evropskih politikah. Kljub temu pa lahko ugotovim, da se je v nekaj zadnjih tednih dobro pripravila in dobro odgovarjala na nekatera vprašanja. Na vse ni znala, tudi na nekatere moje ne, ampak vendarle jaz mislim, da ima sposobnosti, da bo ustrezno vodila ta resor. Tisto, kar je še bolj pomembno kot to, pa je, da je v svojih odgovorih omenila Slovenijo kot dober zgled, kako lahko neka država, ki je po njenem mnenju bila nekoč slabo oziroma imela slab razvit šolski sistem, pa je vendarle izkoristila razne mehanizme in programe, ki jih daje Evropa na voljo in je Slovenija postala po njenem mnenju ena izmed najboljših izobraževalnih sistemov, torej država, ki ima enega izmed najboljših izobraževalnih sistemov v Evropi. Skratka, nek kompliment, za katerega smo ji lahko Slovenci precej zadovoljni in tudi sam delim mnenje z njo, da je Slovenija zadnja leta, bolj ko se je vključevala v evropske integracije na področju šolstva oziroma v evropske programe na področju šolstva, večje in boljše rezultate je dosegala. Še leta 2004 je imela zelo slabe rezultate po nekaterih mednarodnih primerjavah, kot je TIMSS. V vseh ostalih raziskavah kasneje pa so se naši učenci in dijaki uvrščali med najboljše na svetu, kar pomeni, da je njena trditev zasnovana na realnih podatkih in jaz sem prepričan, da so ji v Evropski komisiji servirali te podatke in da na tem temelji njena teza.